Brezposelni si sami ustvarjajo delovna mesta. Vsak tretji otrok ima težave s prekomerno težo. Z večjo pridelavo in porabo zelenjave bi pridobili vsi. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Prihodnost mariborske tovarne zdravil Marifarm je še vedno negotova. Podjetje je vse bliže uvedbi postopka prisilne poravnave ali celo stečaja. Sindikat podjetja za ponedeljek že napoveduje opozorilno stavko, če zaposleni do konca tega tedna ne bodo prejeli preostanka aprilske plače. V Marifarmu se nezadovoljstvo zaposlenih stopnjuje. Plače zamujajo, za april so prejeli le minimalno. Zato smo se tudi odločili za opozorilno stavko, ki bi se pa zgodila 2.6. za 2 uri, v primeru, da ne bi prišlo do izplačila. Jutri se bo uprava sestala s sindikatom in zaposlenim dala zagotovila, da bo plača še ta teden izplačana. Bodo dobili, že danes bodo dobili plačo. Razumem stališča delavcev, ampak vsi moramo na nek način malo potrpeti. A ključno je vprašanje, kako rešiti družbo, ki se utaplja v izgubi in je obremenjena z 28-milijonskim posojilom. Podjetje naj bi do konca leta nujno potrebovalo dober 1,5 milijona svežega kapitala. Za odplačevanje kredita denarja zmanjka. Ključen bo dogovor z novo KBM. Ta bi lahko svoje terjatve spremenila v kapitalski delež, a mnogi najbolj črnega scenarija ne izključujejo. Jaz nikdar ne gledam na tisto grdo varianto, ampak menim, da imamo vse možnosti, da lahko preprečimo to. Seveda, če bomo skupaj mi, lastniki, se pravi Marifarm, lastniki in banka kot glavni upnik najdli skupni jezik. Uprava skuša prepričati s pridobitvijo novih poslov, računa na Lek in Krko, a velika težava Marifarma je tudi, da ni razvil nobenega svojega proizvoda. Še pred gradnjo so napovedovali, da bodo izdelovali tudi generična zdravila, potem pa iz tega ni bilo nič. V tovarni tako za zdaj bolj ali manj zdravila le pakirajo. Resno pa se je ustvarjanja lastne, boljše prihodnosti lotila skupina mladih. Načrtujejo, da si bodo delovno mesto z ekološko pridelavo hrane ustvarili sami. Za razvoj socialnih podjetij za težje zaposljive osebe tudi država prispeva zajeten kup denarja. Letos denimo kar 2 milijona evrov. Priložnost, ki je ne gre zamuditi, so prepričani v občinah Zgornjega Podravja, kjer služb skorajda ni. Skupina mladih se je prijavila na razpis za ustanovitev socialnega podjetja z idejo, da na tem zemljišču, ki jim ga je v Lavrencu na Pohorju odstopila prijazna lastnica, dajo priložnost za delo brezposelnim iz mesta. Slovenija je znana po teh manjših kmetijah in ti lastniki so zdaj ostareli in so sami doma, hkrati pa imamo v mestih dosti socialno ogroženih ljudi, ki so sposobni delati in ne dobijo dela. Lahko si pa vsaj pridelajo svojo lastno zelenjavo pod vodstvom starejših ljudi. Lastnica zemljišč zamisel mladih podpira, zahteva le, da se zemlja ekološko obdeluje. Tako da sem rekla, izvolite, lahko delate, tako da nekako odprta sem bila za vse. Upam, da se bo razvilo v takšno smer, kot oni želijo. Končni cilj projekta je ustanovitev socialne zadruge. Ko se ljudje usposobijo, da znajo delati, se potem začnejo ustvarjati viški in te viške pa bi tržili pod socialno zadrugo. Na mariborski občini so za razvoj socialnega podjetništva letos namenili 100 000 evrov. Glavnino sredstev zagotavlja Zavod za zaposlovanje in ta so še na voljo. Naj posamezniki pripravljajo razvojne programe in tudi kandidirajo za ta sredstva. Za vsako delovno mesto mesečno prispevamo 15% deleža plače. Mi zraven financiramo tudi strošek regresa, pa v nekaterih primerih tudi nudimo poslovne prostore. Od sprejetja proračuna pa do danes so na občini sprejeli 17 pobud za razvoj socialnega podjetništva, ki jih bodo tudi financirali. Z njimi pa si obetajo okoli 59 delovnih mest. Z večjo pridelavo in porabo domače zelenjave bi pridobili vsi, so prepričani pridelovalci zelenjave iz severovzhodne Slovenije. V središču Maribora so pripravili zelenjadarski dan in opozorili, da v Sloveniji še vedno pridelamo manj kot polovico zelenjave, ki je porabimo. Zelenjava slovenskih pridelovalcev je pobrana v času tehnološke zrelosti, zato je okusnejša in vsebuje več hranilnih snovi kot tista, za katero je dolga transportna pot. Vse, kar vidite na mizi, lahko tudi doma dobite, tako da je vse moje in domače. Tako da nimam nikoli z nobenega špara ali hofera ali tako drugo.
V zadnjih 3 letih se pridelava povečuje, čeprav še vedno za lastno porabo pridelamo 45% sveže in 36% predelane zelenjave. Mi bi mogli spodbujati kakovostno predelavo zelenjave, da bi Slovenci dobili zdravo in kakovostno zelenjavo. Velika tehnologija nikoli ne pomeni večje kakovosti, vedno pomeni mogoče lepši izgled, pomeni nižjo ceno. Nekje tisto srednjo pot bi jaz rekla, bi mogli najti v Sloveniji. To pomeni tudi razvoj manjših in srednje velikih kmetij, številna nova delovna mesta v kmetijstvu in celotni verigi prodaje zelenjave. Spodbuditi pa je treba tudi porabo. Nove smernice so kar 1 kilogram zelenjave na dan. To pomeni nekje na 3 obroke, če razdelimo, tam okrog 300 gramov vse skupaj zelenjave. Koliko pa uživate zelenjave v vaši prehrani? Dan. Ja, od sadja do zelenjave, do salate, res vsak dan. Žive barve slovenske zelenjave so na papir prenesli tudi najmlajši. Tudi tako, z natečaji, pokušnjami in ogledi kmetij, zelenjadarji spodbujajo zdrav način življenja in skrb za domače okolje. Več zelenjave na dan skupaj z gibanjem veliko pripomore tudi k boljšemu zdravju in preprečuje čezmerno težo. Ta je v Evropi dosegla že skrb vzbujajoče razsežnosti. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj tako ugotavlja, da ima s čezmerno težo težave že več kot polovica Evropejcev. 18% ljudi pa je predebelih. Najhuje je, da pri tem niso izjema niti otroci. V Sloveniji je vsak 3. otrok pretežek ali predebel, kar nas uvršča v sam svetovni vrh. Za stanje je delno kriva vsesplošna kriza. Družine so primorane kupovati poceni visokokalorično hrano. Veliko otrok ima tudi 2 kosili dnevno, v šoli in še doma. Vmes pa pogosto posegajo tudi po sladkih pijačah in sladkarijah. Največja težava pa je, da se otroci ne gibljajo dovolj. Jaz se ukvarjam z gimnastiko, ponedeljek pa sredo. Telovadim, pa delam sklece, pa z mojim prijateljem Nikom vedno me trenira za nogomet. Kolesarim, pa tekam. Pride kdaj, ko se ti ne da? Ja, redko kdaj, samo če se mi ne da, moram še vedno telovaditi. Tako osnovnošolci, ki so se danes v Mariboru udeležili občinskega tekmovanja v gimnastiki. To, kar je zanje preprosta vaja, za večino slovenskih otrok ni izvedljivo. Osnovnošolci in dijaki pri testiranju za športni karton ne dosegajo več niti minimalnih standardov, kot denimo pri vesi v vzgibi. Nekateri otroci ne morejo sploh opraviti naloge, kaj šele, da bi jim pri njej lahko merili čas. Torej se sploh ne morejo dvigniti? Tako je, ja, sploh ne morejo obstati v vesi. Na osnovni šoli Leona Štuklja sicer opažajo, da je gibalna sposobnost učencev nekoliko boljša kot pretekla leta, tudi zaradi projekta Zdrav življenjski slog. Vsi učenci od 1. do 9. razreda imajo še dodatni 2 uri športne vzgoje, torej imajo 5 ur na teden, kar predstavlja neke vrste minimalno, kar se priporoča za zdrav način življenja. Glede na ankete, ki jih izvajajo na šoli, pa večina učencev prosti čas preživlja pred računalnikom in televizijo. Razlog, da jim starši ne morejo plačati športnih treningov, ne zdrži, pravi učiteljica športne vzgoje, saj je tekanje po igrišču s prijatelji brezplačno. Šport je za užitek, pomembno je, da se gibamo zaradi tudi naše telesne odpornosti in tega. Dekleta se tega očitno zavedajo bolje. Pri njih je odstotek predebelih manjši kot pri fantih. Slovenski športniki, ki tekmujejo v zimskih športih, pa so obiskali male bolnike na pediatričnih oddelkih bolnišnic v Ljubljani, Celju, Izoli in Mariboru. S kakimi 25 otroki sta se v mariborskem kliničnem centru pogovarjala alpska smučarja Ilka Štuhec in Boštjan Kline. Čeprav so bili otroci sprva sramežljivi, so športniki kmalu sproščeno klepetali. Izvedeli so marsikaj. Da dosti trenirajo, pa da dosti vadijo, pa da nimajo dosti dopustov. Bi sama tudi želela biti športnica? Ne, sem bolj lena na vode. Vred je, da so prišli športniki, drugače bi se še sicer rad, da bi kakšen glasbenik prišel, drugače pa mi je to super. So navdih? Ja, so, ker dosti zmagujemo in tudi vseeno. Sama bi rada postala športnica? Ja, tudi gimnastičarka najbolje.
Z obiskom so jim dali spodbudo pri zdravljenju, razveselili pa so jih tudi športnimi kapami, urami in podpisi. Jaz sem zelo vesela, da pač takšne malenkosti jim polepšajo dan, malo da hitreje čas mine, da se razvedrijo. Ne vem, meni osebno je vedno pač veselje nekam priti, povedati, predstaviti kakšno zanimivo zgodbico iz ozadja, ki verjamem, da jih ljudje pač ne poznajo, ne vejo. Srečanja z malimi bolniki je bil vesel tudi Boštjan Kline, ki zaradi poškodbe ni mogel na letošnje olimpijske igre v Sočiju. Zanj bi bile prve. To je nekaj najtežjega, sploh v taki sezoni, ko imaš pred vrati olimpijske igre in ko je v bistvu norma na nek način že narejena. Se sprijazniti s tem, da boš ostal doma, je zelo težko. A obupati se ne sme, še dodaja alpski smučar, ki je prav tako vedril bolne otroke. Po eni strani jim razbije to monotonijo ali pa celo neprijetne občutke, strah, ki jih imajo v bolnišnici, da vidijo, da bolnišnica ni samo prostor, kjer se dogaja nekaj hudega ali pa za njih neprijetnega, ampak je lahko tudi obratno. Tokrat so športniki mlade bolnike obiskali prvič, si pa na Smučarski zvezi Slovenije želijo, da bi obiski po koncu smučarske sezone postali tradicionalni. Založba Včeraj International ni do roka poravnala kupnine za 51% Mladinske knjige, ker da niso prejeli odločbe Javne agencije za varstvo konkurence. Direktor Učil Srečko Mrvar je ob tem dejal, da brez te odločbe nakup delnic ni dovoljen. Sledi pregled domačih novic dneva. Nepovezani poslanec Ivan Vogrin za novega mandatarja predlaga ekonomista Dušana Radonjića, rednega profesorja na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. Vogrin je ponovno zatrdil, da ima zagotovljenih dovolj podpisov za to kandidaturo, imen pa ni želel razkriti. Če bo Vogrin podpise predložil do jutri o polnoči, bo državni zbor o Radonjiću glasoval v ponedeljek. Radonjić je doktor ekonomskih znanosti, 7 mesecev je bil član Zaresa, sicer pa naj bi bil nestrankarski kandidat. Borisu Štefanecu, predsedniku protikorupcijske komisije, se bosta pridružila namestnika Alma Maruška Sedlar in Igor Lamberger, je odločil predsednik države Borut Pahor. Sedlarjeva je profesorica filozofije, pred 2 letoma je bila razrešena z položaja odgovorne urednice revije Obrazi. Lamberger pa je doktor ekonomskih znanosti z področja informacijsko-upravljavskih ved. Senat Komisije za preprečevanje korupcije je tako v popolni sestavi. S polnimi pooblastili pa bo začel delovati sredi junija. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so razočarani nad državo in drugimi, ki niso pravočasno preprečili stečaja AHA Mure. Jutri bo namreč 1200 delavcev dobilo odpoved pogodb o zaposlitvi. Stečaj pa bo davkoplačevalce stal okoli 8 milijonov evrov. V sindikatu se bodo skušali stečajnim upraviteljem dogovoriti za čim hitrejšo prijavo terjatev delavcev v stečajno maso. Ob tem so na vlado naslovili zahtevo, naj reševanje tega problema ne prepusti samo regiji. Na ljubljanskem višjem sodišču je potekala javna obravnava pritožb na prvostopenjsko obsodbo nekdanjih predsednikov uprav Istrabenza in pivovarne Laško, Igorja Bavčarja ter Boška Šrota v zadevi Istrabenz. Šrota je ljubljansko okrožno sodišče lani spoznalo za krivega zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in mu prisodilo 5 let in 10 mesecev zapora. Bavčarju pa je za napeljevanje k zlorabi položaja in pranje denarja prisodilo 7 let. Višje sodišče lahko sodbo potrdi, zavrne ali pa zadevo pošlje v ponovno obravnavo. Svojo odločitev bo sporočilo pisno. Na Poljani pri Prevaljah so na festivalu zdravilnih rastlin radovednežem predstavljali, katere rastline za odlične čaje in osvežilne pijače ponuja pomlad. Pa ne le to, hkrati lahko na travnikih in v gozdovih najdemo rastline, ki jih nekateri uporabljajo za izdelavo mila, pralnega praška in zobne kreme. Poglejmo kako. Pod kozolcem se bohoti prek 100 zdravilnih rastlin, ki jih sami nabirajo člani društva Povojček. Ljudje so se začeli res vračati k naravi, nas sprašujejo, se udeležujejo naših delavnic, naše botanike na terenu. Izdelujejo čaje, tinkture in domača pralna sredstva. Za perilo zmešamo le vodo, naravno milo in pralno sodo. Oblačila bodo čista, je pa res, da če so res pretirano umazana, tako da jih že kupljeni detergenti ne morejo očistiti, tudi to ne. Iz sode bikarbone, grobe soli in citronske kisline lahko ustvarimo tablete za pomivalni stroj. V modelček za izdelavo ledenih kock naredimo lepo ta prašek, ga razporedimo in pošpricamo z vodo, pustimo nekaj časa in to se sprime in jih lepo obrnemo ven, pa imamo tablete.
Obiskovalce je navdušila tudi domača zobna pasta. Ja, kar fajn občutek je. Osvežujoča, taka pristna, naravna. Krasna je. Se nič ne peni, zaradi tega tudi verjetno občutek, sploh na začetku, da so zobje manj umiti, ampak če to bolj dolgo uporabljaš, vidiš, da je učinek čiščenja pa enak. Stara znanja zbirajo v brošurah, vso delo pa vlagajo obilo ljubezni. Ko nekaj počnemo z ljubeznijo, so rezultati zmeraj navdušujoči. Kot denimo pri projektu Mariborskega pokrajinskega muzeja Mesec mode, ki je navdušil ne le z razstavljenimi oblikami iz obsežne kostumske zbirke, temveč tudi z modnimi in družabnimi dogodki, ki so oživljali različna zgodovinska obdobja. Tako veselo je bilo sinoči v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor, ko so obiskovalci lahko preizkusili plesne korake v ritmu Charlestona. Izhodišče Meseca mode v muzeju so namreč 20. leta prejšnjega stoletja. Obdobje po koncu Prve svetovne vojne prinese spremembe v družabnem življenju. Sproščeno vzdušje se kaže tudi v oblačenju. Na področju oblačilne kulture in mode tega časa se kažejo spremembe predvsem v tem, da je oblačilo postalo dosti bolj udobno. Vemo, da so v preteklosti bila pravila dokaj stroga, ženske so nosile steznike, dolga krila, v tem času pa se moda močno spremeni. Zbirka oblačil je v Pokrajinskem muzeju Maribor sicer ena največjih in urejenih zbirk, ki jo je pred leti zasnoval Sergej Vrišer. Za tematski sprehod v 20. leta prejšnjega stoletja so izbrali najbolj izpovedne oblike. Tekstil je tisti material, s katerim človek prihaja v najbolj intimen kontakt in zaradi tega smo to zbirko izrabili tudi zato, da se približamo tisti ciljni skupini, ki to intimnost potrebuje. In to so predvsem mladi. Sodelujemo z srednjo oblikovalsko šolo v kombinaciji z priznano znamko Pletenin Draž. Druga institucija izobraževalna, s katero sodelujemo, je strojna fakulteta oziroma njihov tekstilni oddelek. Zbirka oblačilne kulture v muzeju se nenehno dopolnjuje in širi posamezne zbirke mode, uniform, liturgičnega tekstila. Trenutno je zaradi prenove gradu v depoju in ni na ogled javnosti. Ob postavitvi stalne zbirke pa bo tudi ta del zgodovine v celoti na ogled. Zdaj pa k športu. Slovenski igralci tenisa so se pomerili kar na 2 turnirjih v Mariboru. V nasprotju z včerajšnjim uvodnim dnem so se danes odrezali precej bolje in to kljub temu, da je prvonosilko Majeričevo s 6:3 in 6:1 premagala Čehinja Krejčikova. Prvi je zmagal mladi Aljaž Radinski. Ob tem, da je kot prvi izmed vseh naših predstavnikov, ki igrajo na moškem $10,000 oziroma ženskem, ki je vreden $25,000, zmagoslavno zapustil igrišče, si bo mladi tekmovalec železničarja, ki je v zeleni majici, dan zapomnil tudi potem, da je prišel do sanj zgodovinske prve točke za svetovno računalniško lestvico. Za njo je suvereno s 6:1 in 6:2 premagal Madžara Petra Balo. Zdaj bi moralo, kar se zbiranja tovrstnih točk tiče, biti lažje. Jaz mislim, da bo, da pač sem tudi samozavesten bolj postal, s tem bo tudi treningi boljši, s tem bo tekmovanje, mislim, nasploh nastopi. Bolj samozavestno bom prišel pač na teren, s tem tudi pač pride boljša igra in vse, ne. Odlično je nalogo opravil tudi nekaj let starejši Tomislav Ternar, igralec Branika, ki je v rdeči majici. Nemca Oberta je ugnal s 6:4 in 6:0. Seveda sem od začetka štartal na polno, seveda se tudi poznalo, ker je domači klub, na domači tereni, ker igram. Tu tudi treniram, je bil malo prisoten pritisk, malo sem bil na začetku nervozen, ampak čez čas sem prihajal v igro in sem začel igrati svojo igro in načeloma je bil dokaj pričakovan rezultat. Na programu sta bila 2 povsem slovenska dvoboja. Tistega na Braniku je dobil črnomajico oblečen Bende, ki je z 2:1 v nizih premagal Mlakarja, na Taboru pa je Jakupovičeva z 2:0 slavila proti Zec Peškiričevi. Vse sem dala od sebe, malo sem v glavi pri 5-2 in pri medžogah sem se že malo ustavila, sem že razmišljala, da sem zmagala. Tako da ja, na vsako zmaga je ful pomembna. Čeprav sem zadnjič zmažo izgubila, tako da je še en plus, no. Jutri bodo na obeh prizoriščih odigrali dvoboje drugega kroga. Če ne bo težav z dežjem, bodo z njimi pričeli nekaj po 10. uri.
Dolgoletni kapetan slovenske izbrane košarkarske vrste Jaka Lakovič pa je pri 35 letih sklenil, da je bilo dovolj reprezentančne košarke. Prvič je za reprezentanco zaigral pred 13 leti, v tem času pa je zbral 86 uradnih nastopov, kar je največ med vsemi v zgodovini slovenske reprezentance. Od športa pa k novicam iz sveta. Voditelji članice Evropske unije so po analizi evropskih volitev sprožili posvetovanja o prioritetah v prihodnjih 5 letih in imenovanjih na vodilne položaje. Po želenem scenariju naj bi bil predsednik komisije znan sredi julija, a to je zelo optimistično pričakovanje, saj neznank zaradi različnih interesov med članicami ter evropskimi strankami in institucijami še ogromno. Po volilni logiki bi predsednik komisije moral postati kandidat najmočnejše desno-sredinske Evropske ljudske stranke Jean-Claude Juncker. V parlamentu pa svarijo pred resnimi težavami, če bi voditelji za kandidata predlagali nekoga, ki ne prihaja iz vrst 5 najpomembnejših kandidatov. Policija je v francoskem mestu Calais na severu države začela iz začasnih bivališč v bližini pristanišča odstranjevati okoli 800 migrantov iz Azije, Bližnjega vzhoda in Afrike. Po navedbah pristojnih oblasti je izgon nujen zaradi izbruha gari v begunskih taboriščih. Po navedbah lokalnih predstavnikov bodo sicer migrante premestili v nove nastanitve v regiji, kar pa naj priseljencem ne bi dišalo. V Egiptu poteka še 3. dan predsedniških volitev, na katerih je v prvih 2 dneh glas oddalo 37% volivcev. Volilna komisija je namreč v torek volitve, sklicujoč se na izjemno vročino, podaljšala še za 1 dan, pri čemer kritiki opozarjajo, da želijo s tem le povečati sicer nizko volilno udeležbo. Brazilska policija je v torek solzivcem razgnala protestnike, ki so v prestolnici demonstrirali zaradi visokih stroškov organizacije letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva. Na demonstracijah se je zbralo okoli 1000 ljudi, med njimi večje skupine ameriških prvotnih prebivalcev, otrok, starejših in brezdomcev. Protesti, tudi nasilni, so se v preteklih tednih kar vrstili. Protestniki menijo, da je brazilska vlada pozabila na številne projekte in probleme. V športne projekte, Rio de Janeiro bo namreč čez 2 leti gostil tudi olimpijske igre, pa vlagajo veliko denarja. Zdaj pa povabilo k ogledu oddaje Tele-M, ki jo tokrat pripravlja sodelavka Ana Bučar. Nam boste res razkrili recept, kako uspeti v kriznem času? Pravega recepta ni, bomo pa govorili o tem, da država za vzpodbujanje podjetništva in graditev podpornega okolja vsako leto nameni na desetine milijonov evrov. Vprašanje pa je, ali bi z drugačnimi programi lahko zmanjšala umrljivost novo ustanovljenih podjetij. Dejstvo namreč je, da 9 od 10 podjetij propade. Kako uspeti in preživeti, kje so izzivi in pasti, bomo ugotavljali z Janezom Ajlecem, podjetnikom, ki je na vrhu ne glede na krizne čase, ter Juretom Zihom in Janom Haložanom iz mednarodno uspešnega podjetja Databox. Več boste izvedeli 5 minut čez 20. Ana, hvala. Poglejmo še vreme. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno in predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe. V petek in soboto se bo še nadaljevalo nestalno vreme. V petek bo ponekod občasno rahlo deževalo, na Primorskem pa bo nastala kakšna ploha. V soboto so plohe napovedane v popoldanskem času. Dnevnik televizije Maribor pa je končan. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.